Spomnimo, v društvu upokojencev so nam pred letom dni povedali, da so na občinsko upravo naslovili prošnjo, v kateri izpostavljajo nujnost pridobitve vozila, pa tudi, da bi tega lahko uporabljali še za druge namene. Obračajo se na te prostovoljce, ker marsikateri že nima več izpita oziroma sam ni zmožen, da bi nekam peljal, ne. Pride potem tista pobuda skozi do mene, pa jaz iščem nekšnega ustreznega prostovoljca, da bo peljal, ne. Jaz sem sprožil že to recimo 3 leta nazaj, mogoče ne, glede tega avtomobila, no pa so mi tudi na občinski upravi povedali, da že imajo tudi plan za v bodoče, zdaj kako bo ta plan se speljal, bomo vedeli. Kot kaže so, tako kot v mnogih slovenskih občinah, kjer prostoferja že imajo, našli skupno rešitev. Mi smo potem pristopili, raziskali malo Slovenijo, kakšne so izkušnje, povabili k sodelovanju zavod, torej Prostofer, videli, da je to dober projekt, se odločili zanj in evo, danes je bil projekt potrjen na občinskem svetu. Hitimo, poudarja Simončič, saj bi radi storitev občanom zagotovili že v decembru. Društvo je partner v projektu. Iz njega bomo predvsem črpali kandidate za prostovoljce šoferje in tudi za druge informacije, kateri so potrebne te pomoči. Mi pa bomo zagotovili v proračunu finance, ne gre za velik vložek, to je okrog 6 do 7 tisoč evrov na leto, za delovanje in za nabavo oziroma najem električnega avtomobila. Najverjetneje v obliki finančnega lizinga.